Živijo, naj pa zanimajo vse te afriške maske. Kaj pa vaju pri teh maskah najbolj zanima? Ja, ne vem, najprej so vse iz Afrike ali so še iz kje drugi. Ne, vse te maske, ki jih tukaj vidite, so iz Afrike in vse te maske in vse drugo gradivo, ki je v tej zbirki, je k nam pripeljal gospod po imenu František Vojt, sicer Čeh po rodu, ki je bil v Afriki dvakrat, prvič pred drugo svetovno vojno in pa drugič po drugi svetovni vojni. A vi ste ga prosili? Kaj, a če nam te maske pusti tukaj? Ja. Ko je on šel na pot, so ga prosili na Češkem, če zbere nekaj tega gradiva. Potem pa je po nekem takem nesrečnem slučaju obstal v Afriki in zbral ogromno gradiva, veliko več, kot ga je prvotno nameraval. In na koncu tudi nekaj časa v Afriki živel. Potem pa se je vrnil nazaj in se je vrnil v Slovenijo, ne več na Češko, in tudi to gradivo poklonil v muzeju, zato ker je želel, da ga čim več ljudi tudi tukaj vidi in spozna. Te maske so tako različne, ene so žalostne, ene vesele, a to pač predstavljajo različna čustva, pa zakaj so jih sploh nosili? No, maske so v Afriki uporabljali točno tako za različne dogodke. Uporabljali so jih ob pogrebih, ob porokah. A te maske so tudi za odganjanje duhov? Večinoma so za preganjanje duhov uporabljali drugačno stvar in sicer uporabljali so manjše figurice, ki jim rečemo tudi fetiši, in so si pri teh obredih pomagali s temi figuricami, ki jih imamo tudi tukaj v naši zbirki. A to so te figurice za odganjanje duhov? No, to so te fetiši, o katerih smo govorili, in sicer te so uporabljali tudi pri raznih obredih in vsak je imel svojo funkcijo. Najbolj zanimiva je vsekakor ženska, ki melje žito z otrokom, ki predstavlja rodovitnost. Te maske pa niso lesene, ampak so pletene. Zakaj pa to? Večina mask je iz lesa, del mask pa je tudi iz drugih materialov. Te maske so iz rastlinja, ki je spleteno, in te maske so uporabljali pri obredu prehoda, se pravi, ko so fantje prehajali v moško družbo, zapuščali otroški svet in prehajali v svet odraslih. Zakaj pa tista tam tako ogromna? Maska je taka zato, da zakrije, seveda mora zakriti celoten obraz, zato da se človek lahko za masko skrije. Zakaj se mora pa skriti? Ljudje si nadenejo maske zato, ker se želijo, ko stopajo v stik z božanstvi, ko stopajo v ta ritualni svet, ko se želijo povezati z bogovi predniki, so se želeli pred temi nevarnimi silami, ki takrat pretijo na njih, se želijo skriti. In takrat si nadanejo tako podobo, nadanejo si masko, zato da so za masko bolj varni in da se lahko bolj poistovetijo z božanstvi, da se lahko z njimi povežejo. Jaz sem ta taka tako majhna, a pa je to za otroke? Ne, ta maska ni za otroke, vse maske so uporabljali odrasli. A je to sploh maska? Meni bolj izgleda kot kip. Predstavlja živalsko masko. Vidimo, da ima izdelane kot neke rogove. Poglej. Kakšna, izgleda, kot da je prestrašena. Ja, pa tle ima luknjo, čeprav sploh nima pa noter luknje. Tukaj imamo eno tako masko, ki ima improvizirano postavljeno vrvico, s katero si lahko seveda tudi masko natakneš na glavo. Posebej bi jo opozoril še na to masko. Ta maska je nekoliko drugačna od ostalih. Na spodnjem delu je okrašena z živalsko kožo, s tem delom kožuha, potem pa je na spodnjem delu, na bradi, je okrašena s posebnimi školjkami, reče se jim tudi školjke kauri. In te školjke so bile nekdaj tudi namenjene kot plačilno sredstvo, se pravi, da so bile tako kot naš denar, se je plačevalo s takimi školjkicami. Vi ste pa zelo zanimivo oblečeni, zakaj imate pa lasuljo? Jaz sem se pa takole napravila v črn kot alulo, ker k nam otroci pridejo na pedagoške programe in jih je treba majčkeno pozabavati, a ne? In pokazati, kako Afričani plešejo s temi maskami. Zdaj si bom jaz nadela masko in potem bomo zaplesali pravi afriški ples in zraven se bomo oglašali humba haha. A prav? Humba haha. Humba, humba, haha. In gremo. Humba haha, humba haha, humba haha ha. Humba haha, humba haha, humba haha ha.